Prijem do garderobe in mi reče tam, zdaj mi daj pa telefon, vse kar imaš, pa sleč se do nazga oziroma do spodnega perila. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure. Koga imamo danes na naši desni? No, danes je nekdo oglasil, prišel je na kolenih, s solznimi očmi nazaj. Prosim. Rekel je, dragi fantje, žal mi je. Opravičujem se, ne bom več. Pripravljal sem delati za manj denarja, samo da pridem nazaj k vam, ker drugače ne dobim nobene cure. In rabim pozornost od podcasta. Jakob Kastelec! Naš novi editor je tukaj. Njega ste nazadnje videli, ko smo rekli, da iščemo novega editorja, ker je dobil novo službo v Londonu. O temu več kasneje, ampak ta služba je rekla, super si te vam, ampak lahko greš tu še malo nazaj. Smo rekli, ajde, jako prej nazaj. Tako da trpeli smo, kot te ni bilo, ampak smo nazaj. Kako si? Ja, jaz sem v redu, v bistvu, kaj je reč, vršil sem nazaj. Dobro, pa to s koleni ni bilo treba, no, lahko bi samo rekel, kaj lahko prijem nazaj, ne bi rabo spet narediti take drame. Ja, pa če rečem, no jo, prosim, tresu si se, valjda te bomo vzeli nazaj. Ne, v bistvu prišel sem nazaj, zato ker je rekel Matej, da si oddelal kodre, Jure je rekel, da bo potoval z mano, sem rekel, to je vse, kar hočem. Kodre sem naredil. Ja, on pali na kodre. Drugače vse punce, ki imate kodre in ki rade potujete. In ste samske. Tudi če ne. In Jakob je tudi. Napište na @JakobKastelec. Fant je izjemen. Super fant. Torej, zdaj, ko smo spimpali našega editorja, Jurek, kako je bil kaj tvoj teden? Brutalen. Ta teden je bil, dosti se je zgodilo, naporen je bil. Ponedeljek smo bili pri našemu kolegu Klemenu. Fant, ki ima drugi najboljši podcast v Sloveniji. No, bomo prebrali en citat z njegove knjige. Knjiga je zelo zanimiva in zelo poučna, tako da priporočam vsem, da si jo preberete. Najdete jo v mladinski knjigi. Zdaj vam našel en random quote iz njegove knjige, pa da vidimo, kaj je prišlo ven. Evo. Opa, evo tu. Prvo sredstvo, ki ga ima dojenček, da se umiri, je disociacija. Odklop. To je prva droga, ki jo imamo vsi. Okay. Taka globoka. Ja, ma je res, ne? Lepa misel. Čigava je ta misel? To je od Mine Paš, doktorice medicine. To je bila ona... To prosto niso njegove misli. Ja ne, to so zbrane misli njega, njegove filozofije in misli gostov. Čeprav to je dober quote. Zdaj me je prav hitno malo. Shoutout Klemen, da si dal ven knjigo. Malo smo ga mi itak že pohecali, da tukaj vzadaj piše, da njegov podcast je uvrščen kot najbolj poslušan slovenski podcast na Apple lestvici. Lej, mi nismo rabili dati knjige, da rečemo, da smo najboljši podcast. Naš so objavili mediji, da smo najboljši podcast v Sloveniji. Tudi Klemen je v redu. Miš, da je v bistvu samo izdal knjigo, da napiše to. Jaz sem tudi tako razmišljal. 100%. Ja, po mojem je on rekel, dajmo izdati knjigo. Pač on je v bistvu hotel dati to ven. In je rekel, bom naredil cel ta balast okoli, da lahko napišem, končno, da je natiskano na črno na belem. Da sem najboljši podcast, ker te člani mi grejo na kst. Morate zdaj knjigo napisati. Ja. Pižda. Drugo leto članik lega. V glavnem, shoutout Klemen, ful je bilo lepo na dogodku, hvala za povabilo, šalo na stran, ga imamo radi, prijem fant, ful smo ponosni. Jaz bom rekel na dogodku, ti polk si šel že domov, je prišel do mene Boštjan Romih in je rekel, Rimanič, spremljam, poznam, kaj lahko eno slikco za mojega sina. Sem rekel, lahko, z veseljem, če lahko jaz naredim s tabo eno slikco za moje stare, ker tebe poznajo in spremljajo. Tako da je bil en hecen Kako je zabavno, interakcija s človekom. Hecen moment. Ker ti si tak zabaven človek, ko niso kamere užgane. Je res, da sem bil zabaven. Nobenega ni zraven, ja. Ker ni ure, da bi potrdil. Ta zadnji teden sem bil zabaven, sam sebe sem presenetil. No, to je bil ponedeljek, čudovit event, bravo Klemen, pol v sredo smo bili na eventu od Befitterja. Tako so nas povabili, shoutout Befitter in Drum Agency, vas imamo radi. To je bil v bistvu, to je bila modna revija. Modna revija, bilo je... Ker so se predstavili mladi ustvarjalci, enih 6-7 kreacij. Ne, bilo več je bilo. 12. Ja. Dobro, 12. Zmagovalec je dobil 3 evrov. Čestitke. Hvala še enkrat za povabilo in hvala, ker meni ste zrihtali, da sem bil lepo v prvi vrsti na modni reviji. Jure ni bil, Jure je mogel sedeti za mano, ko en loser, ko en smrtnik.
Tako da zelo lepo je bilo na modni reviji v prvi vrsti. Matej je bil ful dobro, da je imel oni listek, da je pisal gol Matej Rimanič. Čakal me je listek člani, še free drink. To smo vsi dobili. In kako ti je bilo, Jure? Ne vem, iz druge vrste je bilo tudi v redu. No. Edino projekt, ki moraš tako s kamero delati, ne, veš, ki so vse glave, ne, še pred tabo, ne. Matej pa je lahko snemal tako, ne. Jaz sem samo tako dvigoval in spuščal, kadar sem hotel, veš. Ne, meni je bilo lepo. Najlepše je bilo v prvi vrsti, zato ker Drill je nastopal in je prišel do mene, dal roko med nastopom. Tebi tudi dal roko, se mogu stegovati preko mene, ki sem bil v prvi vrsti. Tako da pač... Kaj pa se dali v prvo vrsto, da vidiš sploh kaj. Ok, šalo na stran, ne vem, zakaj si bil v prvi vrsti. Zato, ker si pač si naredil najboljši podcast v Sloveniji, ker si ti voditelj, ne? Pač, ker je tvoj podcast, po mojem, veš? Šta da došli na najboljši podcastu. Od mojem podcastu, ne? Matej Rimanič podcast. Le sem tako mu rekel, lepo je bilo v prvi vrsti, ne? Ampak na tem eventu se je... Najlepše je bilo, da je bil Jure v drugi. To je bilo še lepše. Ne, ampak lej, pol smo tudi spoznali, se spomnite oba dva. Ja, Jakob je bil z nami, smo ga vzeli, ker mi smo ekipca, štekaš. To je bil comeback. Tako je. Šli smo do enega prijatelja, zdaj našega, šarout Blaž Košir, fashion guru, ja. Vplivnež. In smo ga seveda vprašali, kdo ima najboljši outfit od vseh članov. Ne? In sam je rekel, Rimanič, pis, da ti ga upokaš, stari, tvoj outfit bolan, stari. Dress code je bilo belo, ti si prišel s črnimi čevlji, s sivim poloverjem. Ne sive hlače, ker pač belega nimam, ampak siva, belo, veš, to je tam. Jaz bi lahko si isto oblekel tako, če bi se držal dress code. Lepo prosim, siva so rekli z dodatki srebrne, tako da siva, srebrna. Imel si pa dober prsten. Je bilo on brand, tako da rekel je. Punce so bile pa vse šajni v srebrnem, ne? To so vzeli literali. Bolj, ker se sveti boljše. Menjajte mu, ja, ne bomo šli čez to, da sem bil jači od tebe, lepo prosim. Realno je bil v prvi vrsti boljše oblečen in bolj zabaven. Tako da, če želite to, ja. V glavnem, ta prsten je bil ful dober, ker so ga lahko vsi skenirali in bolj sem študiral. Moški in ženske? Ja, to bi mogel imeti ti, ker bi bil ful dober icebreaker zate. Res je, stari. To bi veš ono, čekni, pak. Dobro si se naredil, res. Presenetilo me je to, da dejansko ful folk, ko je skeniralo, tako random ljudje, ki sem jih tam spoznal, so bliže subscribeni na člane. Ja, ta QR koda je bila povezana s člani, tako da je bilo lepo. Shoutout bartender Tadej je naredil ful dober koktejl peach gin in ledeni čaj in še neki notri. Jaz nisem tip za gin. To je bilo ful dobro, plus na spremlje rekel... Ti vedno najdeš najbolj fruity drink ever, stari. Ja, meni je všeč ta fruity, ampak veš, kaj je bil dober, stari moj. Ja? Ful je bil dober in ker je pač naš član šel do njega, se da zrihtati en refill in mi je naredil refill, tako da shoutout bartender. Ti Jure, kako je bilo, kaj iz druge vrste? Z druge vrste je bilo lepo. Veš kaj je bilo lepo, ki sem videl tebe pred mano? Hvala. Ja? In pač pravijo, ne, it's only on the top, ne, si bil spredaj pač tam sam. Bala, stari, ja. Res je. Tam si mogel biti prvi vrsti s tvojimi znanimi prijatelji. Ampak... S tvojimi slavnimi ljudmi. Ja, Mikič, ga Preštor in podobni, ne. Pač te, ki ste malo jači, ne. Influenceri, glasbeniki in tako, ne. Pač te, ki so bili tudi talentirani ljudje. Te, ki so bili Slovenija ima talent in tako podobno, no. Ta klasa ljudi. Ampak jaz, moj prestol in moje bogatstvo razdelim. V prvo vrsto zraven mene so prišle 3 lušne punce in šefica je rekla, evo, Rimanič, sem ti zrihtala 3 lušne punce in vi ste lih rekli, da iščete tipe, jaz sem rekla, hvala, ampak jaz imam punco. Sem pa seveda jaz prišel z 2 prijatelji, ne, in je prišel lih Jure in sem rekel, vi ste unga za mano, ki zdaj prihaja, ja, un je lep, no, un je z mano, če rabiš ste, so rekli, fuck, un je full lušen, tako da jaz delim svoje bogatstvo z drugimi. Mislim, zanimivo, da si rekel, to tvoje bogatstvo. Pač. Mislim, si bil ti v prvi vrsti, ne? Nisi bil, ne? Ne, ampak res si ljudina, ne, od človeka, res je. Dober je kot kruh, ne? Nizak. Tudi tako sem opazil, lej, pač človek je na mestu, ne, mislim. Jakob, kaj je bilo tebi na eventu? Meni je bilo zelo overwhelming. Moja socialna baterija je šla tako in takoj dol po 2 minutah. Ampak ne, da reč lušen event, lepo se speljal. Vsi so bili ono, kaj ti si edit računalni podcast. Ne. In on, ja. Samo mene čudno, ker sem pač vedno sem za kamero, vedno gledam te ljudi in zdaj sem jih tam videl živo, videl kakšni so realno, sem videl, moje teorije so potrjene. In kako je to? Kakšni so ti te influencers in the wild? Zelo zanimivo videti. Ne, se da reč, večinoma so bili zelo v redu. Recimo Drilla sem spoznal. Spoznal Drilla član. Še na WC-u sva se srečala, me vprašal, kako je bil nastop, sem rekel, odlično. Mikiča sem srečal,
Gajo Prestor. Vidiš, Anabel. od Mikiča sjedite v podcast, nisi ga še spoznal. Ja, res je. On ni vedel tega, samo mogo je sam povedati. Je rekel, ti si dal meni faco gor. To je pa drill. Drill je to ja, rekel. jaz drilla pa nisem delal, jaz drilla. Ne. Drill se je zdel, da smo dali grd tam njega na podcast. Tako da, to bomo zdaj popravljali. Ne da reč pa, Anabel sem spet videl, jaz sem kar velik fan Anabel, moram reči. V redu punca. Fuck my jaga. Kaj je muzika, ali vsega? Ja, tudi muziko, dejansko ima dobro, pa ne poslušam take zvrsti preveč. Ja, fajn punca, fajn. Res je, in bila je zvezda večera, no moram reči. Ja, ona je bila voditelj, zašala ta Anabel, bravo, bila Anabel. jaka. In ful je bilo lepo videti, ko kar naenkrat poznamo dosti ljudi in te ljudje so naši kolegi. Ja, ti, ki si bil v prvi vrsti, so se vedel bliže. Ja, ti nisi vedel, da je bila Anabel. Nisem videl. Ja, veš, ne, tako da- Anabel je vodila. Jaz prvi vrsti se je lepo videl, da je bila ona. Pa ja, to so te, pač, te tvoja ekipa, ne, zdaj si bil tudi tam, ne. Ja, dobro si priplezal, veš? Pa si zato, Nema, bravo. ampak vidiš, jaz ko priplezam gor, sem te potegnil s sabo. Hvala, In pol pač ti si raz, In pol sem rekel, dajte, mi smo ekipa. ti si kot tornado, stari. Ti si kot Ti še tornado. naš gor. Kot tornado je, stari. Kar gor te potegne, razumeš? Pač Vsi nerealen smo je. kar naenkrat na vrhu. In pol si tam z mano. Pač, Ja. Da te potegne za večer. Mislim, ampak ja, te vlačim on gor ne reče, vedno. it's lonely on the top, ne, on reče, gremo vsi gor, ne. On je, Zakaj bi bil sam na vrhu? vse to, ja? vse raz. Pač, Ni za kaj, ne, ni za hvala, kaj. hvala. Ne, moramo reči, da smo kar ekipa drugače. Smo. Super event, hvala agenciji Drom, da ste nas povabili in se vidimo naslednje leto. Bilo je lepo. Držimo pesti. Drugič, prosim, Drugič, zrihtajte- prosim, spravite še Mateja nazaj. Ne, še kakšen sedež, dva, da smo vsi lepo v prvi vrsti. No. Danes imam za vas nov segment. Misli z Rimaničom. Jaz sem začel ful razmišljati po novem in malo tako iskati razne zanimive teme in dejstva, da imam kaj novega zapovedati. In sem prišel do dejstva, ki je ta, da dejansko samo 2 dni v tvojem življenju nista dolga 24 ur. Ko rodiš in ko umreš. Ja, neko rodiš, ko se rodiš. Ja. Moraš misliti. Dobro point. To je tako. Zanimivo dejstvo, zanimivo Ampak- misli, evo. Kaj če se rodiš na 000, pa umreš na 000, torej so tvoji dnevi. Ja, čeprav nikoli se ne boš točno rodil. Ja, lahko se točno. Mislim, ampak so, si noben dan ne reči 24 ur dolg. Ja, 23 ampak, ur pa 56 minut mislim, da so dolgi dnevi. Ja. ja, ampak ne, vedno ti svali nekaj, kaj ti ne? Ja, vedno ti svali. Je kakšna sekunda, ja. Ja, ne, če se ti zdaj rodiš o polnoči. Ja. Pa umreš o polnoči? Naslednji Pa si dan. lepo zaključil dan, začel si ga in zaključil si ga. Samo kaj, če je ura 12:00, je to že naslednji dan? Ja, sej to. Veš, tle zdaj malo Ko odbije, ne vem, Ja, sem si ga ko je začel, 59, ko je 23:59 in 59 sekund. In pol odbiješ še 1 sekunda. Je pol 12:00. Takrat. Ampak, ja. kdaj se začne odštevati, ko si se ti rodil? Ko si se prikazal ali ko si izcel od zunaj? Kaj ima pa to sploh veze, stari? Ne, Ja, da veš, Mislim, kako lahko nacilja. rečemo od spočetja do smrti, veš, ko se rodi, pač ja, čim pokuka glava ven si rojen, jaz. Ja, Ja, jaz sem bil rojen 8:25. ma po Dobro, mojem, ko okej, sem se cel češ, prišel ven. okej, ko potegne zadnjo nogico ven. Ja, na uro pogleda pa Ko si navadi cel zaključen. učen. je to to. Ja, mislim, da celo ko prerežejo Popkovino. popkovino. Takrat To je mislim, to, da pogledajo na uro, rečejo, rodil se zdaj, ok. Now you're human. To je malo tehnično to. Ja. Tudi, že ki smo pri rojstvu, zanimivo je, da vsak človek na tem svetu je na eni točki bil najmlajši človek na tem svetu. Ja. In bolje prišel en šupak in podaril rekord za tabo. Čez 1 sekundo, po mojem. Ja, ampak tako, na eni točki si bil najmlajši človek na svetu. Tako na celem svetu, ki ni bizarno. Zdaj imam še eno vprašanje za vajo fanta, ne? Koliko procentov zemlje sestavlja voda? 70 ali 75. 70, ja. Torej, bi rekli, da na zemlji je več vode kot Zemlja. Ampak ni, zemlje. ja. Ampak ne, sem jaz zdaj odkril, kaj je pa pod vodo. Zemlja. Ja, zemlja. Tako da zemlja je 100% zemlja, ampak 70% nad te zemlje je še voda. Ampak pravijo, da je 30% kopnega. Ja. Kopno pa ni zemlja samo. Ja, ampak eno je zdaj kopno, ampak eno pa zemlja. Zemlja pa ja, to pa je res. Zemlja je 100% zemlja. Ja, Sem je pač malo vode. To je zdaj. Ja. Dobro, Tako da- misel Rimanič. no, sej to je bolj tak zmeden, globoke misli, zanimiva To je za dejstva. združitveno knjigo, a? Kar je, da. Skoraj da in nazadnje napisati, da smo najboljši podcast v Sloveniji.
Zdaj pa na našega gosta, Jakob, kje si kaj potoval, kje si kaj bil? Najbolje, da gremo kar od začetka. Odkar sem odšel od podcasta, na katerem sem bil, pa do zdaj. Torej? Ker kmalu po tem, ko smo podcast posneli, sem šel jaz lepo na dopust, v Maroko pa Portugalska. Sem šel iz socialnih omrežij, kar priporočam tudi ostalim ljudem, da naredijo vsaj enkrat v letu, pač čist odklop od socialnih omrežij, kar res paše. Kaj ti je najbolj pomagalo, kako si se najbolj refreshal? Dejansko sem dal stran. Ampak zakaj, kaj ti je pomagalo, kaj si videl, da ti je? Mentalno zdravje, ker sem ful pogrunil v zadnjem letu, da kljub temu, da se ful družim z mnogimi ljudmi, pa vsakič novi ljudi spoznam, se ful počutim osamljenega. In se mi zdi, da to socialno mreža ful dodaja k temu, ker ti si povezan lahko z vsemi, ampak z nobenim, ja, in si sam. In sem ful občutil, da sem dokler se bom sam počutil dobro, se bom vedno počutil osamljenega, pa se bom tudi z ostalimi ljudmi počutil slabo. Tako da sem ful delal na temu, da sem sam užival, da sem delal pač na samo sebi in mi je to ful pomagalo. Že sem 1 mesec, 2 meseca to ful pomagalo. Si bil na nekih tudi solo tripih, ne? Tudi res, ja. Pa sem šel potem v London, sem šel sam. Ampak je pa velika razlika, ker tam sem šel pa z nekim namenom tja. Res, da sem bil, recimo v Londonu sem bil pač na teh 2 projektih, ki sem delal. In sem bil pol tudi v bistvu na jugu Anglije. Sem bil v bistvu od Eastbourna do Seaforda, so taki klifi. In to je ena boljših izkušenj, ki sem jih dal v življenju čez. Res lepo, en jutr sem vstal, šel na vlak, se je odpeljal do juga in pa sem šel po teh klifih na drug konc obale. In to je res nekaj najlepšega. No. Kako bi predlagal ljudem biti sam s sabo? Ful ljudem je dolg čas, ne ve, kaj delati. Jaz imam to srečo, da lahko sem sam s sabo. Najbrž imaš nek... Se lahko zamotim z bilo čim. Nek pomen imaš, neki pomen... Mislim, sam s sabo, da se zamotiš, z ničem ne pomeni biti sam s sabo. Sam s sabo pomeni, da ti dejansko ne delaš se z ničem, ne distraktaš, ne rabiš nekaj delati. Sam s sabo, to je... Jaz naprimer, da grem na en sprehod in ne vem, si naredim piknik na višti. To nisi sam s sabo. Ampak si. Si lahko sam s sabo tako, da si na miru? Ja. In si. In si. To, znate biti. Ja. To je že meditacija. Ampak to pomeni biti sam s sabo, da dejansko nič ne prijemaš, nič ne delaš, nič možganov ne zaposliš ničemer, ampak samo pustiš, da se dolgočasiš. To je najhujše. Ja, ampak ta dolg čas se hitro razvije v neko razmišljanje, ampak ti še vedno si pač tam. Se to skoraj meditacija je to v bistvu, da ti te misli, ki jih greš skozi možgane, jih spustiš mimo. Ne? Ja, ampak jih še vedno opazuješ. Ja, samo zaplavaš polnot in spet nekaj delaš. Ja, ampak meni je ful lepo daydreamat. In jaz, naprimer, lahko ne delam nič, ampak bom daydreamal in razmišljam in tako in to je biti sam sabo in svojimi mislimi. In meni je to ful časa lahko sem, da greš nekam ven na sprehod, ali fotkati, ali snemati, ali ne vem, pisati scenarij, sem da si nekaj, pa si sam sabo. A pa že sem potovanje, da greš sam. To se tudi ful, se mi zdi, da lahko pomeni, da si sam sabo. Ja, ma vidiš, ti ki si rekel, zakaj pa, naprimer, jaz sem začel zdaj hoditi malo na sprehode in ven, kje je lep sonček in ne vzamem muzike, ne vzamem nič. Ja, se to je tudi čar. Jaz z mojimi mislimi, ampak se pripravim tako, da dobesedno nič ne razmišljam. Razmišljam, ne vem, če grem v morju, olej barka, lepo barka in grem naprej, tako ne razmišljam o ničem. Ja, se to je, pač moraš imeti čas, da ne razmišljati iskreno, to je edino, ne. Ampak si lahko, sem se naučil tako, pol ure, 1 uro si fiks najdeš. Več bi se mogli vzeti. Jaz tako sem v savni zaspal zaradi tega. Jaz sem bil v četrtek v savni. Jaz si bil lih v savni razlog. Ok, sem bil... nekih grelskih stolih. Je nek grelski, tipo je savna in je tipo nek ležalnik, narejen iz kamna. Termokamen ležalnik. Topo ležalnik, tipo 35 stopinj. In jaz kao bom meditiral. Začnem se meditirati, ležim. In tako naredim samo. Tako sem naredil in se zbudim čez 1 uro pa 20, mislim, da je bilo. Ja. Veš, ko sem mogel biti spaljen. Nisem, sem imel brisačko spodaj. Brisačko sem imel. Ampak fora je v tem, da jaz sem šel za 2 ure v savno, razumeš? Samo eno savno sem šel. In pol je bilo konec, sem mogel iti. Drugo je zaspal. Ker sem mogel iti naprej, ampak dejansko sem zaspal in mi je pasalo spati. A sej to. Najbolj smešno mi je bilo to, da sem naredil to. In se zbudil, prav tako je bilo. In tam so bili zraven meni ljudje, razumeš, se pojem kinkal tam 1 uro, razumeš. In folk se je menjal vmes, ne 3-krat po mojem. Ampak to je una vodica je tekla, neka muzika, veš, prav ono, stari, tako ne možeš zaspati. Ja, fur je bilo lepo. Ampak vidiš, rabu si to. Te so najlepši Španci, ki veš, te loti reče, shutdown, rabiš. Trokomod bi še malo zaspal.
Širšno urco. To si začel glih smrčati, pa si se zbudil. Ne, ful smeš, jaz ne smrčim, ampak da sem naredil to, je bilo wow. Tako, ki sem ga slišal, razumeš? To je kao fotor, slišiš vsakim večer, trikrat po. Ne vem, ne spim s tvojim fotorom. Tvoja mama pa vemo, da ne smrči. Mislim, ja, tvoje punce pa malo včasih, ja. Ja, sej vem, takrat, ko smo imeli sleepover vsi skupaj in nas je zbudila. A ni to malo trnov, da ti smrči puno na polno žaga. O, moja bivša. Veš, ko je smrčala, legit me je zbudila, ampak ni bilo malo, ampak je bilo pravno. No, gospodič, mladi gospodič, nehajte smrčati. Majke mi sem jo mogel enkrat snemati, ker mi fiks ne bo verjel. Pač to se je tako malo treslo. Pač ojoj. Pa v bistvu, medtem, ko sem bil v Londonu, sem se odločil, da grem še v Amsterdam, pozdraviti frenda, in sem si kupil še karto do Amsterdama, sem šel na ADE, če veste kaj ADE, to so neke svetovne konference, ki v bistvu bolj za glasbenike, ampak se tako, mislim, da je bilo, ja, letos je bilo rekordno leto in je bilo 500,000 ljudi na teh konferencah in vse, in to so iz vsega sveta. In pridejo in glasbeniki, fotografi, snemalci, pač konference, o čemu? Dejansko o različnih firmah, ki se pač, recimo mislim, da je bilo tudi neki Universal Music, Universal pač vse te studija, Ableton, ki je ful za glasbo. Ampak tako, prideš tja in to veš, da je tisti vikend oziroma teden je tako za druženje, za spoznavanje. Aha, to je mreženje dogodek. Tako, mrežni, da. In sem videl, kako smo mi Slovenci v bistvu odzad glede tega. Tipo, ker? Tam, do kogar prideš, kogar pogledaš, se ti nasmeje, se ti prije predstaviti, pove, jaz sem to pa to, delam to pa to, a si lahko izmenjava kontakte. Pazi, to je v redu, to se tudi v Sloveniji kdaj zgodi, ampak oni ti naslednji dan pišejo in ti rečejo, lepo te bo spoznati, moramo ostati in touch. Ja, samo to ne mislijo resno. Ne, še zdaj se pogovarjam s fulimi od takrat. To je res uno. To hoče samo biznis od tebe. Po eni strani, če on išče biznis, je to super. Ja, to je super. To veš, to je prijatelj, ker vam interes. Ja, ampak... Ne, pa sej, tudi mi smo bili, mi smo bili dejansko začetka frendi, pa smo tudi pol začeli delati, ampak dosti je pa tako, da pa če začneš delati, postaneš kolega, ja. Postaneš kolega. Mislim, ja, to še ni zgodilo, da sem z nekom začel delati, pa da bi postali kolegi. Meni niti. Ne, pa to lepo tako, vsi si zapolniti pač ta follow-up mail, bilo koga spoznaš, to je ful dobro, ker si ti zapolnil. Mislim, ne, ful mi je bilo všeč to v tujini, ker pač tukaj v Sloveniji tega ni. Ne, zdaj bojo rekli, ja, kao enkrat gre v tujino, pa vidi to, pa je zdaj ni več dobro za Slovenijo, ampak... Ja, mislim, ne, v bistvu bolj je fora to, da moramo Slovenci začeti malo bolj sodelovati, malo bolj delati skupaj. Veš kaj, tle malo posla. Ja, ampak je še vsem ful. Zato, ker je tukaj različnih produkcij, filmskih pa fotografskih, pa še vsem imajo vsi ful dela. Torej, posla je ful velik, sem treba sodelovati, pa nekaj dobrega začeti delati. To je samo fora. Ja, po mojem v tujini mi je večji interes sodelovanja, ne? To pa tudi, ja. Tukaj smo i take fušija, vsak bi neki gatekeepov zase. Si ti bil kdaj deležen te fušije? Ja, gatekeepanja, mislim, fušiji tak ne moram reči, da je pač fušman ali pa karkoli, ampak tako, gatekeepanja pa je ful, pač že sem to, da se hočeš povezati z nekom, z neko ekipo, pa so oni naprej, ok, ja, lahko pa se pa kar počasi izogibajo, ne, noč ima, ni časa. Ja, kaj, če je to samo take a hint? In na sens nisi dovolj dober za njih, noče te njim še svoje delo? Pa ne, se mi zdi, da smo jači bili od teh, ki so oni delali, ampak sem pač hoče nekaj svojega delati. Ampak po en strani, ok, razumem, hočeš nekaj svojega delati. Vse tudi to, razumem, delaš nek svoj stil, mi delamo neki svoj stil, ok, v redu, pač nismo za skupaj, lej, mogoče kdaj v prihodnosti se najdemo, to je tudi v redu. Bolj mi je to, da, no, ker smo glih pri gatekeepanju, to boš mogoče bolj ti razumel in mogoče ti. A veš, kaj imaš lokacija, ne? Slovenija je majhna država. In kaj imaš recimo lokacije, kaj imaš jezero Jasna, imaš kamnolome po Škofalci, to ste sigurno slišali, ker to je ful velika, mislim, majhna lokacija, ampak se ful uporablja. In sem razmišljal, ful ne rad gatekeepam, ampak za lokacije bi pa mogoče v Sloveniji treba, da ka greš na nek photoshoot ali pa neko snemanje, da vsi podpišejo, da se ne govori okrog o temu. Ker v Sloveniji je ful majhna država in je tukaj malo lokacij in bo že vse ratalo preveč komercialno. Ampak veš, več bogatstva, ko imamo vsi, več smo vsi bogati, več lahko rastemo. Ja, ampak ne, če bojo delal vsak ta drugi na isti lokaciji. Ja, ampak pazi to, kaj če zdaj ti odkriješ neko jako jezero, daš lokacijo in zdaj gre nek klinec na to jezero, naredi brutalen projekt in tebe ta projekt inspirira. In pol ti narediš boljši projekt, veš.
Ok, ampak jaz gledam tudi po tem, da ti si follow kisko neko dobro lokacijo, nekaj posebnega, nekaj novega in pol si to objavil in vsi govorijo okrog. To se isto za gobe je to pač. Ja, ne poveš, kje so gobe. Pišeš pogodbo za gobe, da ne hodijo tja iskati. Ja, pa veš, na koncu dneva itak si ti naš to lokacijo in se ve, kdo ima to. Čeprav lokacija ne zmanjka, gob zmanjka, to je razlika. Ja, recimo Amerika, kam imaš ne vem koliko narodnih parkov, tam se obrneš na levo, pa je že nekaj novega, kar nobeni delov. Ja, ampak, veš ok, če ti je ena lokacija tako všeč, če hočeš gatekeepat, pizda naredi najboljši produkt. Samo ni mi lih logično to, ker pa se ti greš lahko čez mejo, se nisi omejen na Slovenijo. Ja, sej, zato pa hodimo zdaj po Italiji. Ja, pa se to ti pravimo, kaj te v resnici vse raz, ja. Sem tako gledam, tudi še vsem se dela fulu veliko v Sloveniji. Veš kaj, lep začetek je odskočna Danska za vsakega po moje, ki hoče delati bilo kaj iz Slovenije. Ja, mislim, če živiš tle, verjetno. Ampak se imajo, zato imajo Blejsko jezero, pa jezero jasno, dost imajo. Veš, koliko je teh jezer, daj kaj? Ja, daj, pa Triglavski narodni park, pa vse to, ampak ja. V glavnem, to sem hotel vajno mnenje. No. Ja, meni se zdi, da tako, jaz nisem v tem biznisu, ampak se mi zdi bolj, da ne, no. Ne bi jaz gatekeepal toliko, no. Mislim, še posebej v tem biznisu tako lokacije in to ne, jaz če kaj gatekeepam, so veze. Ok, to je tako, ja. Ampak to samo zato, ki smisla, če mi zdaj Jure, ne vem, če Jure vem, da dela nekaj tako proba ono in mi reče, rabim enega tipa, ki ful dobro edita, ne bom te predlagal, ker vem, da te ni vreden. Ja. Tako da iz tega vidika jaz mogoče malo koga gatekeepam. To je tako, ja, pač svoje ljudi moraš obdržati okrog sebe. Pa to ni da gatekeepaš, to pač izbereš po primernosti ali neki, no. Ampak veš, na koncu dneva mogoče bi vedel, da on rabi job in bi mu prišlo prav neki edita. To si pa samo dušbek, pol, to ti gre dobro od rok. Berlin pa so, to je zdaj Jure malo bolj pogledal. Si bil v Bergheimu? Ne, bili smo glih tam, ker se je zaprl, ker Bergheim mislim, da je od ponedeljka naprej nekje zaprt. Mi smo pa v bistvu, v Berlin smo šli z mojima dvema DJ-ma, ki jih fotkam, smo šli, ker sta vrtela v Berlinu, Hansin, shout out, to si upam reči. In v bistvu smo šli tam v KitKat. Drugi, tak malo bolj znan klub. In kot je bilo? KitKat je znam po tem, da je fetiš klub, ne? Ja. Ok, razloži, kaj je to fetiš klub? Fetiš klub je v bistvu, oziroma vsaj ta KitKat je, da se dajo dol na plesišču, za DJ-jem, pred DJ-jem, zraven DJ-ja, na DJ deski. Na DJ-ju, pač. To je v DJ-jem, v DJ-jem, na DJ-ju. To je z DJ-jem. Klub, kjer priješ noter in veš, da boš najbrž pristal v neki orgi. In koliko si jih pristal? Mi smo šli noter. Koliko vas je šlo noter? 4 tipi. Smo šli vsak posebej, ker v Nemčiji ful gledajo pač po karakteru. Tako te pogledajo, te oceni, ok, prid not ali pa ne. In enega pred mano frenda niso spustili. Mene tako pogledal mal, ok, prid. In kaj uni? Uni je šel pač domov. Ja, se kaj češ? Obala. Ja, 2 frenda za mano so pa tudi prišla. In jaz sem šel malo pred njima, prijem not, plačam vstopnino 18 €. Že pred vzhodom so tako, kako se lepo izraziti, 2 nočni ženski, 2 nočni dami. Stevardese. Tako res ono. Hostese. Skoraj nič oblečene. Stevardese, what the fuck. Ja, nočne hostese, to je poudarek. Lepo ono, pomankljivo oblečene, se tam snemajo. Koliko pomankljivo oblečene? Tako, skoraj nič. Res modrc, res odprt modrc, da se vidi čez in gate. Že to je bilo pred vhodom, ok, prijem jaz noter, plačam vstopnino 18 €, dobim štempelj, prijem do garderobe in mi reče tam, zdaj mi daj pa telefon, vse kar imaš, pa sleč se do nazga, oziroma do spodnega perila. Ja, ima to samo za ček? To sem jaz najprej mislil, ok, za ček, ok, bom že se slejko, ni problema. Ne! Jaz gledam ostale, se oslečejo, dajo oblačila in grejo not v klub. Jaz gledam, ok. Ma boss? Tudi boss? Tudi boss, vse. In kaj, ni kozarcev steklenih in to? Ne vem, pač kaj je, pač paziti moraš, oziroma imaš štumfe ali ne vem, pač, ja. Ok, do golega ali si bil lahko v štumfih? Štumfe, pač spodne perilo, pa štumfe in kapa. Ja, če hočeš, ja. Ampak pač v fore, da si bil tako nag zato, da nisi imel najbrž, ne vem, jaz sem predvideval zaradi kakšnih kamer, kakšnih mikrofonov, ker pač not, isto kot Bergheim, ne smeš nič snemat. Se prav, se to prav. Ja, to bi tudi jaz dal v Sloveniji. Povsod bi moglo biti tako. Na vseh koncertih. Pol ne bi bilo več toliko teh boltov. Se dela aftermovie, dela se fotke, fotografov, to je to, ne rabiš, ti uživaj tam, pač to je to. In še, če imaš fotografov, veš, ne bo jih tam slikal tak stvari, bo pač vedno folky vibe, folky dance in tako ne. No, in jaz tisto, ok, se začnem, dam dol pullover, dam majico,
Grem prvič vprašati, a sem lahko v hlačah? Ne, tu hlače moraš dol. Okay. Prije tu na dva kolega za mano, plačata stopnino, ne? In tam me gledata, kaj ti delaš, ko jaz že tako na pol hlače dol dajem. Tako vprašam, a ja, Mila se ne bo sta slekla? Se moraš sleč? Tako, a ne, Mila se ne bo. Ok, tam jaz nazaj, se oblečem in smo šli ven. Pač... Nisi šel niti not? Ne. What the fuck? What? Ja, zato ker... Ok, ne da je zdaj... To je najslabša zgodba v mojem življenju, ki sem jo slišal. Zgodbo pripeljal sam in pol. Kako si lahko tak lolek, stari? To smo se tudi mi pol tepli, ja. Pač izkušnja je, stari, kaj te briga, mana? Malo me je bilo straha, ne, sem rekel... Kaj, viš, da te bo kakšen primo zatiča tam, ali kaj? In tudi, če te bo primeš ti njega, rečeš nice. Ja, zdaj to, ki to razmišljam za nazaj je res. Bili smo trezni, to je fora, mogli bi se vsaj neki spit. Dobro, sej se ga notri všeka. Pa sej izkušnja, pač ono, pač ja, kaj, greš gledat, kaj? Vem, razočaran sem vse od sebe, ampak... Tip gre v Berlin, da ne izkusi Berlina. Sem ga izkusil zelo drugače. Kaj, ti šel gledat... Ok, čau. Šel gledat bunkerje, po mojem, ono vez... Ne, Solomona. Muzej svetovne vojne član. Ne, ampak ja, vem, zajeb čisti, ampak naslednjič, če gremo v Berlin, ko bomo šli še v Berlin. Gremo mi v Berlin. Drugač, vlog scena. Veš, ki smo študirali, da gremo. Ne gremo v Berlin. Moramo provati. Gremo v Berlin. Vlog scena, pa gremo v Berlin. Kaj, si rečemo čez 3 tedne gremo v Berlin. Lahko bi šli v Berlin in zaključimo to zgodbo. Ja, okej. In boš dal... Smešno bi bilo, da kdo ne bi prišel not. Ja, ne, sem po mojem, veš kaj je fora, on, ki je bil pred mano. On je bil dejansko, on, ki bi se slekel, pa bil tak malo bolj močen. Tipo, jaz ne bom prišel not, stari. Ja, zato ker njemu so rekli preveč tipov je ne moreš. Meni, jaz, ki sem odkot čez 2 tipa je rekel, preveč prid, pa one 2 za mano tudi pridno. Pač... Če kot pride, ne, isto Bergheim, pač težko, lahko je vrsto, ne priješ nikoli not. Za unga se lahko mislili, on bo delo pizdarija, ne, ali pa kaj. Pač ful noče to, da je... Kaj misliš, da je ta vibe Čekiga pesa? Kakšen moraš biti? V Bergheimu, ko gre Sven, so tudi Lady Gaga, pa te Paris Hilton so skenslali, ki so nas pa so znani. Ni fora, da moraš biti znan, tam moraš samo LCL nisi, ne vem kaj je to fora. Eni pravijo, da pač pridejo tako v dresu, pa ga spustijo not, tuno gledajo vibe, pač tam je prav en varnostnik. Ne smeš biti tuno preveč excited, moraš biti tuno, veš, kao, ja, mojem. Kaj ste člani? Pa tam so full uno, redne stranke. Stari, Matej, če ne bi ti mogli biti celi usnjeni, bi mogli biti tuno, tako veš, ko neki... Jaz sem v eni seriji, ki sem snemal, sem imel snene hlače, pašajo leder hlače. V lateksu moramo priti. Ja, ma da ni to preveč. Ne, to je že prehuda. Ker pač od klej so rekli, kao Berlin je dress code črno. Ne, klej ga pač ni, klej priješ not in se moraš sleči. Ja. In kaj, to je to, ali kaj? In to je pick of your zgodba iz Berlina, gre v KitKat, da 18 € gre ven. In ona dva si plačal vsi. In ona, mi dva se ne bomo slekli. Čakaj, vse, ne, niso niti vse pogledali. Zakaj si taka ovca, stari? Ne, če bi šel not, bi bil ovca, zdaj nisem bil ovca. Nisem še not. Ja, pa si, ne, ovca si bil taki ono, če ni rekel, mi se ne bomo, no in zakaj pa ja, ne veš? Ne, pa se ne vem, pač... Koliko temu mentaliteta, živeti sam sabo. Ja, ti bi šel na potovanje, ono po svetu samo. Ne, ampak uno, ki priješ v Berlin, je drugačen vibe. Šokiralo ga je, po mojem, to je. Ja, itak, a veš pa Berlin je drugačen vibe. Ja. Uno, ki priješ not, ki vidiš vse te ljudi, kako so uno, niso normalni ljudje, niso normalni ljudje. Torej, Jakob, jaz bi rekel, da te je bilo sram, ker nisi imel ta prave gate. Kakšne gate si imel? Mislim, da sem imel nekaj navadno od Cristiana Ronalda gate. Vidiš, ne? Če bi imel gate od listce, ne? Po moje te ne bi bilo sram, bi ti dalo eno samozavest, bi se počutil tako šefe. Ja. Dobrodošli nazaj v Fun Fact o gatah z listo. Ej ti! Kaj bi nosil podedovane gate? Jaz osebno ne bi, ker imam rad sveže nove gate. V antičnem Rimu so bile gate nekaj zelo dragocenega. Zakaj? Bile so narejene iz svile in drugih zelo prestižnih materialov. Lepo. To je moralo biti res lepo. Pa tak free feeling imaš. Svila, okej. Ampak osebno ne bi podedoval, tudi če so bile svilene. Pa glej, ko nimaš gat, so vsake gate v redu. Bi nosil gat od punce, če ne bi imel gat? Ja, če bi bila kriza, ja. Ja, veš kaj, edino problem je pri ženskih gatah, če si moški obleče, zato ker pač tvoje stvari bile zle ven. Ja. Tako da to je malo problem. Ok, kaj pa ti bi podedoval gat od svojega starega? Ma ne vem če, zato ker ne bi hotel videti, da ima moj foter večje orodje od mene. Ok. Torej, jaz sem mnenja, da v Berlin te niso spustili, ker nisi imel ta pravi gat oblečenih. In zato seveda tudi nisi bil samozavesten. Veš, kako biti samozavesten?
nosi listca gate. Tako je, in da ne boste mislili, da to samo govorimo, jaz sem v listca gatah in danes bi bil v gatah lista gatah tudi naš editor, ker imamo darilo! Darilo! Izvoli, poglej, odpri, kaj se skriva Kaj si zate. dobil? O, ženski model. Abala. Sem rekel, da ti dajo une ful dobre, ki so več ali manj vse, lepo prosim. Ok, Lepe. ok, bo, To pa ja. ok, mati moja. Pa še majčka. Wow. Ja, komplet spodnjega perila štekaš. Zdaj lahko Vin Diesel. Ja. Mrga. Hvala listca in hvala članom. Zdaj na najboljši del tega podcasta, ki so vprašanja, preden začnemo snemati, gremo na naš Instagram, ki mu pravimo vprašanje, da kaj vprašaste. Puhek, cena krompirja na tržnici je koliko? Koliko je na kilo, mislite? Krompir. Krompir. 6 evrov? 4 evre. 4 evre kilo. 6 evrov. Ni zdaj 6. To je dosti? Ja, krompir. Kaj ni krompir poceni? Ja, Krompir je ful hitro ga je kilo. 4 krompir je kilo. Ampak res je tako ena dobra surovina, da jo imaš, a? Krompir? Krompir. In še easy ga je gojiti. Ja, ampak je pa težko pobirati, to veš. Zakaj ne se lahko Ja. s plugom, kaj ne? Ja, pobirati ven mislim, da ga moraš kar na roke. Ja, Ne, to- ima se so kakšne mašince. Ma Ja. ja, verjetno je neki. Ja, sem to pa pol postane. Odvisno, no. Se ti pa ne splača Bi krompir. gojila svoj krompir doma? Pa ja, zakaj pa ne? Ja, brez problema. Kera je vaša najljubša oblika krompirja? Okrogla. Ne, oblika, tipo je oblika. Oblika jedi, ne vrsta jedi. Najraje imam krompir. Jaz iskreno imam ful rad, da je navaden tenstan krompir tudi včasih. Ali pa oni veš krompir, tipo una, ko se reče, Pražen šopska, ne. Ono veš, ki je tipo malo z Kuhan. čebulo. Ja, pa to je pražen, to je pražen krompir. Tam je ful dobro. Ja, meni je najboljši pražen. Čeprav Tudi, tudi navaden pire mi je fantastičen. Pa če veš, narediš sami. meni ampak je ful dobra, mora biti še omakta zraven pire, da naredi dober pire. Ja, res je res. Mene je dejansko una oblika dobra, ki jo v El Toro tu dajo. Prve rebra. Shout out El Toro, najboljši steakhouse v Sloveniji in na obali. Tako da čeknite Slani El Toro burger. Steakhouse. Vse ima dobro. Po tem snemanju gremo mi tam jaz. Torej, Julija Ule 44, a vas kaj zebe? Malo, Mene ampak zebe. ni še sezona, jaz čakam, da bo sezona, ko lahko nabijam mene zebe. Ni še. Kaj mene zebe ali mene zebe? Mene zebe, ampak zdaj je sezona, malo mi je frišno. Tako da tako mat moram narediti drugo leto, da bo imel pokrito vse. Ja, bunda ali ne. Tipo, sezona. Anže Pika Skrbec, kdo vama je bil najbolj dolgočasen gost? Ma dolgočasen ni bil noben. Po moje zabavali smo se z vsemi. Ma, jaz imam človeka, ki bi rekel, da mi je bil najbolj dolgočasen gost, ampak ga ne bom izpostavil. Lahko pa povemo, kdo nam je bil najbolj zanimiv gost. Ampak je bil moškega spola. Kdo je bil pa najbolj zanimiv gost? Zanimiv. Najbolj zabaven, veš, da nas je entertainal. Sašo Starez, da na zadnjih je bil kar zanimiv. Nismo se Imel poklepetali. dosti zgodb in zna govoriti. Kladnik ali pa Aljo je bil meni dober. Ali je to dobro? Ja. Tudi Bergan, stari, z njim smo se tako smijali. Ja. Ni mi bilo Tudi lepo. Papič pol, kaj? Papič je bil filozofski. Z Berganom smo se več nasmijali. Ne spomnim se. Bem, vsi so bili jaki. Eva underscore poklukar, a bi živeli v srednjem veku na gradu? Ja, rajši ko v eni kmečki hišici. Iskreno, meni to grajsko življenje je overrated. Meni gradi so taki hladni. Ja, ampak sej ti ga naredijo, ko Ma moče si ni, kralj. ne. Takrat ni bilo to hladno, veš? Ja, so greli. ja. Ma ne ampak- veš, kamen je hladen. Ne, ima so hladen greli tak, takrat nekako. tudi oni materiali, tako vse tako veliko, moraš hoditi v čevljih po mojem gradu, niti copat ne moraš imeti. Veš, kaj Ja, ki mislim? te Moraš zebe. hoditi bos. Ker je tako veliko, je non-stop kot da si na nekem fucking hodniku, po Veš, da mojem. sem živel v prvem letniku zdaj faksa, sem živel na italijanski strani, v italijanskem stanovanju z visokimi stropi in full dolgim hodnikom. Da besedno, ko si prišel noter, je bila soba, kopalnica, hodnik je fiks imel 10 metrov, kuhinja je moja soba. Kašankrat me je primno scat in nisem ji dalo na WC, ker ležite je bil tako sprehod do Pa za WC. walk. Ja, ko živiš v teh gradih, še tam so mogli veš na Štrbung, veš. Še ne vem, če smo imeli več papir, verjetno, niti to niso imeli. Pač, ja. Ampak zdaj, ko razmišljamo, so dejansko greli, kako lahko gradove? Ja, Ali je bilo s res kaminom, tako hladno skozi? kamin. So bili kamini, a ne pa Sem jaz tako- isto hladno kot ne hladno temperaturno, Tako ni ampak tudi homey. ni homey, ja. Okej, to pa ja. Veš, da je vse, veš, vsi so neki v čevljih, non-stop je nekdo nekje tam, nimaš si sam nikoli doma, vedno je tako 100 ljudi nekje tam in vsi neki težijo. po Vsi mojem. lahko slišijo vse. Dobesedno ti imaš v svojem domu ječo in zapornike. Ja, To tudi ne mora biti lik zabavno. mislim, ja.
Sem peljal onega mojega Američana na tur po Sloveniji, smo šli v Predjamski grad. Pazi to, v Predjamskem gradu je spalnica, mala cerkev, zraven 2 prostora, se pofukaš in greš moliti, da se upravičiš, in zraven cerkve je mučilnica z odprtim stropom. Ja, da gre mučiš in da se pač... Ja, ampak dobesedno, oni če kričijo in ti spiš, fiks jih čuješ. Tako da to je bilo malo nedobro planiranje, no. Ne vem, zanimivo bilo. Mene se to je bilo vse v enem. Mučilnica in spalnica sta nekako isto se uporabljala. Istočasno. Ok, Jakob Kinki. Predjamski. Če imate radi, če imate Erasem Predjamski. Ja, se je. Je bil Erasem Predjamski Kinki, izgleda. Meni je najboljše to, kako je on umrl. Ni najboljše, pač. Žalostno je. Ne, najbolj smešno je umrl. Pač služabnik ga je izdal tako, da je rekel nasprotnikom, da bo dal svečo, kjer bo on bil, in ta kralj je šel pač na WC in on mu je dal tam gor svečo in so ga spucali s topom, ko je bil na WC-ju. Katapultom se mi zdi. Ampak je pa zabili so ga, ko je bil na školki, stari, bala tipu. Še zadnje vprašanje, da zaključimo mi to z danes. Enej.šuc, a se držite No Nut November? Ok. Ja. Hvala lepa. Žal vsega ne. Nič. Še en shoutout za najboljšega barberja na obali, Barberian, čeknite ga, tip je najjač. Ne, ni najjači. Ok, ni najjači, zato ker zdaj je Najjači je Boštjan Bolekač, lepo prosim. Ampak so vsi pod isto streho, tako da jih najdete vse na... Najjači brivci na obali so Barberian Squad, vsi čeknite od prvega do zadnjega, sami najjači. Moj osebni, Boštjan, ki si Boštjan najjači, tvoj pa je, seveda, Jan. Shoutouče El Toro Steakhouse v Kopru, imajo najboljše zrezke, imajo tudi fantastična rebrca in seveda člani burger. Pejte jih obiskat. Majica, dober dan, ful dobre majice, subscribe, like, comment, share. Hvala, da ste bili z nami, se ga čujemo, vidimo. Čau, čau. Hvala, ker si z nami, Jakob. Dobrodošel nazaj.